Dobar dan, jaz bi predlagal, da začnemo ta pomembni dogodek. Naj še vedno velja, da je knjiga praznik. Nekaj časa je trajalo, da smo se zbrali, ne zato, ker bi čakali na dež, ampak ker smo zaradi drugih razlogov nekoliko predstavljali tale pogovor. Najprej bi avtorja pozdravil, doktorja Andreja Begodejčiča, diplomata z diplomatskimi izkušnjami iz Moskve, Brusla, torej Zveze NATO, Dunaja, VSE. Vendar, kot bo lahko javnost, ko se bo lotila branja te knjige, ugotovila tudi znanstvenika, raziskovalca, ne rečem akademika, smo v akademski čitalnici mojega pokojnega prijatelja Leša Debeljaka in mislim, da je to primerna oznaka. Pozdravil bi še oba sogovornika, akademika Pirjevca, hvala, da ste prišli, profesorja Begnerja, enega največjih naših poznavalcev Rusije, varnostnih vprašanj. In bi predlagal, da bi začeli. Malo smo en protislovju, je treba začeti z energijo vrčevati. Tle gretje je pržgano. Jaz sem vendarle pred energijo in vrčevanjem dal prednost epidemiološkim ukrepom, da sem še eno okno zraven odprl, da vzamete z razumevanjem, da nismo povsem v okvirih razmer, ki prihajajo. Te razmere prihajajo. Doktor Benedejčič, želja slehernega avtorja je, da bi knjiga, ko jo piše, bila v trenutku objave, izida in natisa čim bolj aktualna. Ampak tako zelo aktualna, tega si pa verjetno niste želeli. Nisem pričakoval, ampak sem pa imel občutek, da bi bilo dobro, da je čim prej natisnil. Deva nekako pojasniti za to, kaj je ta knjiga. Pred časom smo se pogovarjala, a se da spraviti na format ene vizitke, vsebino te knjige. Zdaj, lahko jaz povzamem, pa bo moj povzetek slabš. Dobro, ne bom nasilen, pa vas ne bom silil, da na format ene vizitke spravite. Pravzaprav, o čem ste pisali, jaz mislim, da je to 1.500.000 znakov, približno toliko se izvide. Jaz bi rekel, da je poanta knjige v tem, da je slovanstvo relevanten pojem v današnjem svetu za razumevanje mednarodne politike in ne le v Evropi, ampak tudi v svetu, ker kot vidimo, se tisto, kar se dogaja v slovanskem svetu, odraža tudi na globalni ravni. Za boljše razumevanje tega, kar poteka med Slovani, pa je seveda zelo pomembno vedeti tudi razvoj medslovanskih odnosov in pa tudi vlogo Rusije kot največje države pri tem. Jaz mislim, da, kar se tiče same knjige, bi posebej poudaril to, da za razliko od običajnih predstav je Rusija kot država do pojava slovanstva kot takega praviloma zadržana, zelo previdna, da tisto, kar imamo mi za tipičen pojav, se pravi panslavizem, je v bistvu bolj izjema kot pravilo v ruski zunanji politiki in da je praviloma posledica ali notranjega populističnega pritiska ali pa pritiska od zunaj, predvsem vojaškega, da smo imeli take epizode v 19. in 20. stoletju, ampak da sicer je pa ruska država do slovanstva zadržana v smislu, ker ga vidi kot motečega pri viziji Rusije kot nadetnične države s posebnim poslanstvom.
V tem se je tudi nedavno zelo jasno izrazil tudi predsednik Putin, tako da, ker vidimo danes, je v bistvu tudi v Ukrajini en tak poslednjega takega pogleda o vlogi Rusije v svetu. Rekel bi pa še, da je seveda knjiga tudi relevantna za današnje razmere v tem smislu, da izpostavlja evolucijo slovanske ideje, ki kot takšna ni zrasla v Rusiji, ampak med našimi slovanskimi narodi, še posebej Srednje Evrope. Tukaj so bili še posebej pomembni Slovaki, še posebej Jan Kolar, ki je v bistvu skoval pojem slovanske vzajemnosti, ampak tudi drugi. Ne nazadnje pozabljamo, da je bil Poljak, knez Adam Čartorijski, nekaj časa tudi zunanji minister ruskega carja Aleksandra I., ki ga je pripričeval v izgradnjo neke slovanske federacije. In dejansko se je v začetku 19. stoletja tudi smatralo, tako gledal tudi recimo Mazzini strani italijanskih patriotov, na Poljsko kot na tisti centralni del slovanskega sveta. In zdaj, če to nekako poskušamo prevesti na današnje stanje, je izredno zanimivo, kako se Poljska recimo pozicionira tudi v okviru evroatlantskih integracij. Je zanimivo to, kakšne pobude ima, in je zanimivo to, recimo tudi, ko gledamo ta nedavni obisk 3 premijerjev v Kijev, da se tudi na ta način pozicionira kot neka vodilna sila, na katero bo treba računati tudi v prihodnje. Poljski pogled na odnos z Rusijo pa je lepo ubesedil že Adam Mickiewicz, ki je svoj čas tudi predaval o Slovanih v Parizu. Obstajajo tudi izredno zanimive knjige z teksti njegovih predavanj. On je takrat postavil tezo, katero Poljaki tudi danes verjamejo, da v slovanskem svetu obstajata dva velikana, Poljska na eni strani, Rusija na drugi, ki imata različen pogled na svet, ki jo delita veri, pisavi in pa način ustroja družbe. In v tem smislu seveda je tem boljše poznavanje slovanskega sveta, s tem bi odgovor na to vprašanje zaključil pomembno, ker hočemo ali ne, smo Slovani zdaj na tej ločnici, ki deli ta zahod, ki je deloma tudi slovanski, od vzhoda, ki ga zdaj v bistvu najbolj posebej največja in tudi v današnjem smislu najmočnejša med slovanskimi državami Rusija, ki je tudi jedrska velesila. Še nekoliko razložim protokol. Jaz bom predal besedo še gostom na levi in desni. Potem pa predlagam, da imamo odprto razpravo z vprašanjem, pogledi iz občinstva. Ampak preden bi jaz gostom dal besedo, bi skušal v ta razmislek upeljati še naš prostor. In sicer ob vsem mojem neznanju se mi pozdeva, da so južni Slovani bili edini, ki so pojem Slovani inkorporirali v himno, seveda že nekdanjo himno, Hej Slovani. Kaj je z južnimi Slovani slovansko? Ta himna je zanimiva zaradi tega, ker je v bistvu originalno je poljska himna. To je himna poljskih legij iz Italije, ki so se potem po tretji delitvi Poljske organizirale in potem tudi podprle Napoleona v pričakovanju, da bodo lahko obnovile poljsko državo kot takšno. In potem je tudi prek zopet enega od Slovakov postala popularizirana v slovanskem svetu v 30 letih prejšnjega stoletja, na koncu postala nekakšna skoraj da panslovanska himna, ki jo je prevzela kot himno potem tudi druga Jugoslavija, ker v Jugoslaviji obstajala trojedina himna. Južnoslovanski svet je izredno pet v ta razmišljanja o slovanski vzajemnosti. Se pravi, Jan Kolar je razvil ta pojem kot odgovor na nevarnost mađarizacije in ideja je zato izredno odmevala tudi na Hrvaškem, celo do te mere, da so hrvaški narodni voditelji se odločili, da bodo tudi v smislu Kolarjeve
teze, da obstajajo 4 glavni slovanski jeziki, se pravi poleg ruščine, češčine, poljščine, še ilirščina, da bi jo nekako potem tudi hrvaščino približali v tem smislu srbščini in zato je tudi Gaj v bistvu ustrajal na štokovski bazi za knjižno hrvaščino in se nekako oddalil od dejansko kajkovščine, ki jo govori Zagreb. Ta refleks je v bistvu predstavljal tudi neko nevarnost za slovensko narodno gibanje, na to je reagiral Prešeren, ki je to zavrnil, ampak Prešeren je poveljno tudi verjel v vzajemnost pod pojem in zaradi tega se v njegovem opusu neprestano pojavlja referenca na slavo, na to mitično vseslovansko mati, ki jo je v bistvu definiral po svoji znameniti pesmitvi Hči slave zopet Jankola. Tako da, kar se tiče južnih Slovanov, je ideja slovanske vzajemnosti imela verjetno še večji vpliv, kot se mi sploh zavedamo. Ne nazadnje tudi izvor znamenitega ali pa zelo glasnega načrtanja srpskega izvira iz poskusa Adama Čakorijskega, takrat že neformalnega v izgnanstvu, neformalnega poljskega zunanjega ministra, da angažira južne Slovane v nekem bloku, ki bi bil tudi usmerjen proti ruskemu vplivu na Zahodnem Balkanu. Tako da južni Slovani smo v te zgodbe vpeti, še enkrat bi rekel, bolj kot si predstavljamo in tudi zato se mi zdi, da je poučevanje te tematike pomembno za nas. Na vse zdaj eno presenečen večjih pri pisanju te knjige zame je bilo, da sem še več zvedel od nas samih. Tako da jaz bi rekel, da smo se z očitki Slovenci med sabo v rusofilstvu vkladali že v 19. stoletju. Če derate slovenski narod ali pa Slovenca še približno na podoben način kot danes, čeprav seveda takrat so bile lahko posledice takih obtožb precej hujše. Zdi se mi, da najbolj tragičen primer, ravno primer Matije Majerja Zilskega, ki se je dobižil leta 1867 etnografske razstave v Moskvi, dobil te najvišjo nagrado za to, kar je pripeljal, in sicer celotno zbirko Koroškega Zilske doline, te poročne povorke. In za nagrado, ko se je vrnil domov in dokaznovan strani nadrejenega škofa, moral plačati tudi denarno kazen in na koncu je poiskal zatočišče v Pragi. In hkrati moram reči, da kar mi je tudi presenetilo pri pisanju te knjige, so bili ti neverjetni identitetni obrati v slovanskem svetu tudi na osebni ravni, ki so tipični ne le za nas, ampak v našem primeru pa recimo še posebej bode v oči, recimo primer Viktorja Klunaj iz druge polovice 19. stoletja, ki najprej objavlja članke tudi v ruskih znanstvenih revijah o Slovencih in o pomenu medslovanskega sodelovanja. Potem, čez 10 let, ko je izvoljen tudi v Zvezdni parlament na Dunaju, pa v bistvu zavrne ploščo in tudi identiteto in začne zagovarjati popolno germanizacijo Slovencev in zavračati idejo zadinjene Slovenije kot neresno. Tako da nismo bili, kar se tiče teh idej, še kako upeti v dogajanje in prispevali in tudi zato je ta zgodba tudi naša zgodba. Hvala lepa. Akademik Pirjevc je avtor predgovora knjige Rusija in slovanstvo. Z Berlina se vračate, ampak da bi nadaljevala pri identitetnih obratih, ki jih je avtor dr. Benedejčič omenil. Ti identitetni obrati so se odvijali, po moji oceni, pri vseh slovanskih narodih in so prehajali od nekih odnosov sodelovanja, vzajemnosti, spoštovanja do odnosov rivalstva in konflikta. To sem za konc prihranil, tako da izvolite.
Ja, gledajte, knjiga, kateri somentor sem bil, ki sem jo spremljal, tako rekoč, ko je nastajala, pri čem vam moram reči, da me je zelo razveselilo, da sem odkril, da je Andrej nadaljeval s pisanjem in prišel praktično skoraj do današnjih dni, ker zaključuje poglavje o Rusih z Levante, za njegovo zgodbo in za njegovo ideologijo, seveda, ki je konfliktna s Putinovo. Ampak da pridem do vašega vprašanja. Knjiga je strukturirana v 3 poglavja. Eno je vezano na Ruse in na njihov pogled, raznolik pogled na slovanski svet. Drugo poglavje je posvečeno Poljakom in kako so se oni obnašali v kontaktu z Rusom. Z Rusom pa sem rekel zelo konfliktno. Oni so dvakrat v 19. stoletju so uprli Rusom. Leta 1830 in leta 1841. In to je zapustilo v njihovi mentaliteti in zgodovini eno veliko svet. No in na koncu, kar je pa še najbolj pomembno po mojem, je to, da je Andrej posvetil na poglavje tudi Slovencem in Rusom. Bi rekel, da je en unikat. Ker kdorkoli drugi bi pisal na to temo, če ne bi bil Slovenc, bi Slovenca pozabil. Medtem ko je pa nas odnos zelo interesanten, pri čemer bi dejal, da je imel prav Ašker, mislim, da je Ašker tisti, ki je rekel, Rusi nas ne potrebujejo, ampak ti potrebujejo Rusi. In faktično, našega kulturnega in političnega strana v 19. stoletju brez te reference, brez ruske ideje ne bi bilo ali ne bi bilo. In tudi našega partizanskega boja ne bi bilo, če ne bi bilo Rusov in Rdeče armade. Tako da pravim, oziroma bi bil, ampak bi bil drugačen. Mi smo intimno povezani z rusko zgodovino, čeprav, kot pravim, Rusi za nas malo vejo in se malo zanimajo. Prvi, ki nas je odkril, nekako je bil en filolog, Grigorjevič, ki je prišel v 40 letih 19. stoletja v Ljubljano študirati v Kopitarjevo knjižnico. Takrat je srečal tudi Prešerna, je spoznal Prešerna in Čopa in tisto malo inteligenco, ki je bila na tem področju. Nakar se je vrnil domov, napisal eno vrsto predavanj o svojem potovanju, ni prišel samo k nam, seveda je imel celo turnejo. Jaz sem ta predavanje našel v biblioteki Iveta Jenina, v arhivu, in tam vam odkrijem ene papirje naslovljene Homotami. Ali Homotami. Kdo so Homotami? Nekaj sem zastopil, so to Karantanci, Slovenci. In kaj je rekel on o teh Karantancih? Rekel je, da smo tako ponemčeni, da bo preskili. In tudi, kadar je prišel k nam Kolaš v istem času, on pa v Trstu je rekel, ti so tako poitalijančeni, da bomo izgledali. Torej, mi Slovenci smo bili nekako že odpisani. To, da vrnimo se k Rusom. Jaz, kada predavam, jaz s svojim študentom večkrat rečem, in povem, da je poglavitno rusko vprašanje, ki si ga zastavljajo
što delati. To vprašanje je postavil že Črniševski v začetku 60-ih let. Je ga obnovil Lenin na začetku prejšnjega stoletja. Toda, tudi pri branju te knjige se mi je pojavila misel, da eksistira še eno drugo bistveno rusko vprašanje. Što biti? Kaj biti? In tukaj se pojavlja ta velika dilema, ki se vleče do Putina in do Navaskega. Ali hočejo se Rusi zapreti v svojo lupino in kultivirati sami sebe, in s tem so zašeli, kako bi večni slavofili v 40 letih prejšnjega od 19. stoletja, ali gledati drugega. To so pa začeli tudi v istem času njihovi kolegi in prijatelji, Aksakov, Homjakov in tako dalje, so bili s Hercenom, z Ogarčovom, so bili v kontaktih, dokler se niso skregali. Ker eni so šli v Evropo, drugi so šli v odkrivanje svoje konservativne utopije, kar počenja Putin. In v tem kontekstu bi rekel, da je odkrivanje slovanskega sveta zapravo ena evropska poteza ruske misli. S tem, da so oni skušali dobiti kontakt ne samo s pravoslavnimi na slovanskim narodom, temveč še tudi z nami, s Čehi, s Slovaki in tako dalje, je bilo eno približevanje Evropi, drugačni Evropi, tej katoliški Evropi, ki se je nekateri še danes lahko zelo bojijo. No in vso to zgodbo pripoveduje Andrej zelo večplastno, izredno zanimivo, zelo kopico podatkov, neverjetno kopico podatkov, ki te res obnovati, ker ti daje razumeti, kako kompleksen je bil ta odnos, kot pa nam tudi zelo boleč, predvsem, kar se tiče poglavja vezanega na Poljake. Poljaki Rusom ne bodo nikoli odpustili, da so jih zasedli, razkosali in da je Varšava bila ena ruska provinca. A veste, kje je bil center ruskega carstva? Ne veste. Središče, geografsko središče ruskega carstva. Takrat, ko je Rusija imela tudi Polsko, na Novosibirsko. Samo da vam povem, kakšne dimenzije so to. Ne? Tam je bilo geografsko središče ruskega carstva. Kaj hočejo Rusi, kaj mislijo Rusi? Ta dihotomija med zapiranjem vase, kultiviranjem svoje preteklosti, pravoslavja, svoje zgodovine je še danes zelo aktualna. Sam pomislite, kaj počenja Vladimir Putin s svojim veljakom, velikim knezom kijevskim in novgorodovskim Vladimirom. Mu postavlja kipe.
ga predstavlja kot začetnika, ne samo začetnika, temveč pravzaprav utemeljitelja ruske velikodržavnosti. Kar je to bil. Čeprav je bil en grozen tiran, v marsičem podoben Putinu, ki se tudi tako križa, čeprav bomo je popolni ateist. Pričemer je Vladimir leta 1988 se spremenil v krščanstvo bizantijskega kova, čeprav tudi ni pomore, to nič verjel. Ampak za dati eno vsebino svoji vladi, svojemu režimu. Torej, z ene strani torej ta zagledanost vase, ta imperialna ideja, ki se vleče skozi celo rusko zgodovino in ki je dobila najbolj izrazito obliko pravzaprav za idejo Moskve Tretjega Rima. Prvi Rim, so rekli vsi, je propadal. Drugi Rim, Konstantinopol, je Cargrad, je propadal, ampak tretji Rim, Moskva, bo živela več in vlada več. To je en aspekt ruske ideologije. Drugi aspekt ruske ideologije je to. Moramo postati čisto enostavno normalni Evropejci. In jaz se prepričam, da je ta drugi aspekt, da postaja ta drugi aspekt vedno močnejši v Rusiji. V ruski inteligenciji. In moraš, kadar se govori o evlazi, ne? Ruski prostor pravijo je evlazijski prostor. In po mojem zgrešen. Zaradi tega, ker v Sibiriji, da bi zagotavljan, Azije ni. V Sibiriji je Evropa. In je torej, mislim, popolnoma zgrešeno misliti, da je Rusija v svoji preobrazbi in po mojem v svoji bodočnosti nekaj drugega od evropske celine. Hvala. Hvala lepa. Akademiku Pirjevcu. Še vsaj dve posebnosti sodelujoči pri tej knjigi moramo omeniti. Urednika zbirke in avtorja recenzije, profesorja Antona Grizolda in Milana Brgleza, ki je prav tako sodeloval z spremno besedo. Profesorju Beglerju bi še dal besedo. Imamo zgodovinski trenutek v bistvu. Trenutek, ko se pravila igre spreminjajo, ne vemo, kakšne bodo pravila igre, razumemo približno, kakšne so bila stara pravila igre tudi v neslovanskem svetu. Skušamo razumeti, kaj je šlo pri starih pravilih narobe, ne vemo, kam pelje perspektiva. Hvala za besedo. Jaz bom govoril o knjigi, ne o širših problemih, o tem lahko zelo dolgo razpravimo. Najprej bi rad izrazil svoje veliko zadovoljstvo, da smo dobili po nekem času po knjigi Antona Rupnika tako solidno, fundamentalno knjigo o Rusiji, knjigo slovenskega avtora slovenščine. Ta knjiga je nedvomno sad zelo dolgo, verjetno več kot 15-letnega raziskovalnega dela
avtorja vsebuje ogromno bibliografije in kaže na solidnost same podstati te knjige in podlage za njeno vsebino. Kar se tiče metodološkega pristopa k tej temi, se je avtor odločil za strukturalizem in je pravilno, strukturalizem poudarja osrednjo vlogo samopodobe države v njenih odnosih z drugimi državami in v primeru Rusije vseh njenih izdajah od srede 15. stoletja, od prej omenjenega padca Konstantinopla, je za ruske elite in za pomemben del ruskih razumnikov in prebivalstva je poglavitna samopodoba velike države, torej veliko državnost. To, kar strukturalizem ne more razložiti, in v tem smislu je strukturalizem je nezadostno za razumevanje politike Rusije do drugih slovanskih narodov in v tem, da ne glede na, da ta samopodoba velike državnosti velja v odnosih Rusije in Rusov do vseh drugih subjektov, tako slovanskih kot ne slovanskih. Drugič, da dejanska politika in odnos Rusov do drugih se časovno spreminja. In odnos Rusov do posameznih slovanskih narodov v zvezi s slovanstvom se razlikuje. Odnos Rusov do enega, od nekega do drugega se razlikuje. Strukturalizem tega ne more razložiti in tudi v tej knjigi avtor se pomaga večkrat z uporabo pojmovnega aparata realizma in to je pojem državnega interesa. Političnega, gospodarskega, kulturnega in tako dalje. Vsem pravilno. Torej, jaz mislim, da je ta knjiga tako dobra in tako vsebinsko bogata, da bi lahko v neki, jaz bi rekel, publicistični verziji razbremenjena balasta akademskega, teoretičnega bila zelo zanimiva za številne bralce v drugih jezikih. Jaz ne vem, če o tem avtor razmišlja, ampak recimo ena verzija te knjige, recimo v angliščini, ali pa tudi v ruščini, jaz mislim, da bi lahko bila celo uspešnica na drugih trgih. Jaz ne vem, če avtor namerava kaj takega stvari. Če namerava, potem bi jaz podal nekaj predlogov. Tako bi lahko vsebino te knjige dopolnili, jo obogatili, jo naredili bolj privlačne tudi za tuje bralce. No, najprej, kar se tiče naslova. Naslov knjige sugerira bralcu, da namerava avtor v zvezi s slovanstvom obdelati odnose Rusije in Rusov do vseh drugih slovanskih narodov. Do vseh drugih slovanskih. To potrjuje tudi eno zadnjih stavkov v njegovi knjigi, kjer piše. Ta knjiga je osvetljiva pomen slovanske ideje v obnašanju slovanskih držav, množini. Avtor je storil en korak za to, da bi ta njegova predstavitev bila reprezentativna za odnos Rusov do vseh Slovanov. On je uporabil delitev Slovanov na 3 zemljepisne skupine, vzhodno, zahodno in južno, in je potem obdelal zelo temeljito odnose med Rusi z enim zahodnoslovanskim narodom in z enim južnoslovanskim narodom. Tudi v okviru te delitve je ta izbor nezadostni za reprezentativnost, zato ker ne obdeluje odnosov med Rusi in vsaj enim od 2 vzhodnoslovanskih narodov. Ta izbor je nezadosten tudi z drugim razlogom, ker poleg delitve, zemljepisne delitve na 3 skupine, obstoji še ena delitev, tudi na 3 skupine, ki je celo bolj relevantna z vidika slovanstva kot zemljepisna delitev. In to je delitev glede na večinsko veroizpoved. Od 13 slovanskih držav, ki jih omenim tukaj, večina, 7, so pravoslavne slovanske. 7. Katoličani so v manjšini, njih je 5 od 13.
Poleg tega obstoji še ena zanimiva skupina in to so slovanski muslimani. Bošnjaki, Sardžaklije, makedonski in bolgarski muslimani, omaki in tako dalje. Se pravi, imamo 3 skupine. In zanimivo je, da pojem slovanstva se različno uporablja v teh 3 skupinah. On je najbolj prisoten v skupini pravoslavnih Slovanov. Torej v odnosih med Rusi in pravoslavnimi. Zakaj? Zato, ker se je pojavljalo skozi stoletja, od 18. stoletja naprej, zelo pomembno, v povezavi in sinergiji s idejo pravoslavnega bratstva. Se pravi, se je pojavljalo v tej kombinaciji. Verski dejavnik v odnosih s katoliškimi Slovani pa je deloval drugače. V odnosih s Poljaki izrazito negativno. Verski dejavnik. V odnosih z drugimi zahodnoslovanskimi narodi, vključno Slovenci, bil malo več neutralen. Niti škodov, niti niti. Kar se tiče konflikta med Rusi in Slovani. Česlav Miloš, Nobelov nagrajenec, je sodil, da je poglavitni razlog za polsko-ruski konflikt je verski. To je odločitev Poljakov nekoč za katolicizem in Rusov za pravoslavje. Iz tega izvira vse ostalo. To je bilo njegov mnenje, ki mislim, da je neutemeljeno. Torej, če bi avtor pripravil neko drugo publicistično enačico te knjige, potem bi bilo dobro praktično, nujno, mogoče ne tako solidno in tako temeljito to obdela odnose med Rusi in drugimi pravoslavnimi narodi, tudi z vidika slovanstva. To bi bilo nujno. Zdaj, oziroma na to, kar se dogaja, je nujno, da se dogaja rusko-ukrajinski konflikt. Rusko-ukrajinsko razmerje. Nujno. Že zaradi aktualnosti tega. Torej, avtor je v bistvu predstavil rusko-polske in rusko-slovenske odnose kot primer odnosov med Rusi in Slovani. Ti rusko-polski in rusko-slovenski odnosi se razlikujejo med seboj. In to znamo. Najprej, časovni okvir rusko-polskih odnosov je veliko daljši, kot je časovni okvir rusko-slovenskih odnosov. Najmanj za 2 stoletji. Tudi zaradi zemljepisne bliskosti in tako dalje. Se pravi, Poljaki imajo veliko daljšo zgodovino odnosov s Rusi, kot pa imamo Slovenci. Druga pomembna razlika je v tem, da Poljaki večino tega časa, več stoletij, z izjemo enega obdobja, ko Poljska ni bila država, 120 let, so te odnose z Rusi imeli kot država z državo. Individualno. Država z državo. Če pogledamo, kako je pri Slovencih, mi smo ta individualni odnos med Slovenci in Rusi kot država z državo imeli samo 12 let. Ne stoletja, samo 12 let. Od 1992 do 2004. Vsi ostali odnosi Slovencev in Rusov so bili del kolektivnih odnosov Slovanov znotraj Avstro-Ogrske, oziroma Avstrije Avstro-Ogrske v 18. in 15. stoletju in v 20. stoletju kot del kolektivnih odnosov narodov Jugoslavije s Sovjetsko zvezo. Zdaj, po letu 2004, je ta rusko-slovenski odnos je del kolektivnega odnosa Evropske unije in NATO z Rusko federacijo. Slovenija polno sodeluje v tem odnosu, izvaja sankcije, sodeluje v sovražnih dejavnostih, sovražnih do Ruske federacije v odnosu. Tako da tukaj je, potem je še ena stvar, ki bi bilo treba obdelati in kateri tukaj zelo malo. Na odnose med Rusijo v njenih, še posebej v 20. stoletju, v času njene inkarnacije kot Sovjetska zveza, zelo pomembno vlogo, tudi v zvezi s slovanstvom, je imela vladajoča ideologija Sovjetske zveze. To je ruski bolševizem.
ta je v veliki meri krojila tako rusko-polske, tako tudi rusko-slovanske, rusko-jugoslovanske odnose. In je delovala antitetično. Marksizm s sloganom, s parolo proletarskega internacionalizma je v nasprotju z idejo slovanstva. In je razumljivo, ker Sovjetska zveza imela svoje interesne sfere tudi kot satelite, tako slovanske kot neslovanske narode, je razumljivo, da Sovjetska zveza nikoli v odnosi z njimi ni poudarjala slovanstvo. To je razlog, zakaj tega slovanstva je bilo tako malo. Marksizem in vladajoča ideologija, to je ruski bolševizem, je odigral izredno pomembno vlogo v odnosih med Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo. V dveh, v treh inačicah Jugoslavije. Se pravi, mi imamo pravka s tremi inačicami. Danes je Rusija šesta od 15. leta. Šesta inačica ruske države. Šesta. Glede na uradno ime, glede na teritorij in glede na sestavo. Zdaj, v 20. stoletju je Rusija v svojih treh inkarnacijah, je med vsemi drugimi državami, vele državami, največ vplivala na Jugoslavijo. Ona je vplivala izredno močno na teritorijalni obseg in potem takem tudi na narodno sestavo prve Jugoslavije. Ona je izredno močno, ruski bolševizem, vplival na oblikovanje političnega sistema druge Jugoslavije, političnega sistema, in na oblikovanje federalizma. Jugoslavija kot federacija. Jugoslavija kot federacija je nastala kot pomanjšana kopija Sovjetske zveze. Izvor. In z tega zornega kota je to razmerje med Rusijo, če posleduje Sovjetska zveza, in Jugoslavijo je izredno pomembno in popolnoma nepomembno danes za Rusijo. Oni se s tem ne ukvarjajo. Sicer piše, Romanenko piše knjiga in tako dalje. Ampak za Ruse politično je to popolnoma nepomembno. Je pa izredno pomembno za Slovenci. Izredno pomembno za Slovenci. Zakaj? Zato, ker samostojnost Slovenije ni bila vzrok za razpad Jugoslavije, temveč je bila posledica. Ena od posledic. Zakaj je Jugoslavija razpadla? Poenostavljeno povedano, zaradi vpliva ruskega bolševizma na drugo Jugoslavijo na samem začetku. In zato, ker jugoslovanski komunisti, ki so zvesto kopirali sovjetski sistem, tako notranji sistem, kakor tudi federacija. In so je vse leta 45-46 vseh državnih uradih, tudi v Sloveniji, so viseli slike Stalina in Tita. Na demonstracijah so nosili slike Tita Stalina. In jugoslovanski komunisti vse do leta 1948 so sebe šteli za najbolj zveste Stalinove učence. Najbolj zveste. In so to dokazovali, da so. Kasneje jugoslovanski komunisti so oddaljili od Sovjetske, od ruskega bolševizma. To da ne dovolj. Popkovine z ruskim bolševizmom jugoslovanski in tudi slovenski komunisti nikoli niso pretrgali. Nikoli. Je ostalo do konca. In to je temeljni razlog za razpad Jugoslavije. To je temeljni razlog. Potem tako, morda se sliši paradoksalno, ampak za svojo neodvisnost, zato da imamo danes neodvisno Slovenijo, poleg ugodnih narodnih okoliščin, leta 90, se lahko zahvalimo ruskim bolševikom. Se lahko zahvalimo in tretje Jugoslavije, torej Zvezna republika Jugoslavije, njeno podaljšanje skupna država, je razpadla tudi v veliki meri zaradi tistega, kar je diplomacija cesarska Rusija naredila v času balkanskih prve balkanskih. Torej, ampak seveda to, kar govorim, nima nobene zveze s slovanstvom,
In torej vsebinsko ni del te knjige. Ampak nekaj povem še. Izbira dveh primerov, polsko-ruskih in slovensko-ruskih odnosov kot primer. Ta izbira je nezadostna tudi zato, ker sta oba primera atipična za celoto rusko-slovanskega. Atipična. Smo povem, zakaj je atipična. Rusko-polski odnosi so atipični zato, ker Poljaki so edini slovanski narod, ki je v svoji zgodovini imel približno 500 leti neposrednih odnosov države z rusko državo. Edino z enim presledkom 120 let tega ni bilo. Vse ostalo je bilo država. Poljaki so edini slovanski narod, ki kot država svoje vojsko vojskovali z rusko državo. In to večkrat. Bilo več vojn. Oni so edini slovanski narod, ki je to počel. Oni so edini slovanski narod, katerega vojska je osvojila in okupirala Moskvo. In ta okupacija, poljska okupacija Moskve, je trajala dlje, kot je bila 200 let kasneje, francoska okupacija Moskve. Zgodovinsko, poljsko-ruski konflikt je najbolj, torej, rusko-zgodovinski odnosi so najdaljši konflikt. Najdaljši. Zdaj ga presega trenutno rusko-ukrajinski konflikt. Če se, in to je moja napoved, če se kolikor toliko uredijo razmerje med Rusijo in Ukrajino, bo polsko-ruski konflikt še vedno najbolj izraziti rusko-slovanski konflikt. Z največ sovraštva, strani Poljakov. Rusko-slovenski odnosi so atipični z drugega vzroka. Oni so atipični tudi zaradi velike razdalje in tudi drugih okoliščin. Ti odnosi so najmanj obremenjeni s negativno dediščino preteklosti. Spominom na negativno dediščino. Med vsemi drugimi. Kaj lahko Slovenci lahko Rusom sploh očitajo? Kaj lahko očitajo? No, nekaj takega dvakrat ste tukaj omenili v tej knjigi. To, da je Sovjetska zveza na mirovni konferenci v Parizu poslovodeči jugoslovanske delegacije je bil moj oče. Poslovodeči. Sovjetska delegacija ni podprla jugoslovanske zahteve za vključitev Trsta v Jugoslavijo. To je očitek. Drugi očitek. Pri pogajanjih za avstrijsko državno pogodbo sovjetski predstavnik ni podprl jugoslovanske zahteve za korekcijo, spremembo jugoslovansko-avstrijske meje. No, v obeh primerih teh zahtev Zahod nikakor ne bi sprejel. Ne bi na kaj bi Rusi zahtevali, ne bi sprejel. V redu. Kaj bi Rusi očitali Slovenci? Kaj bi očitali? No, ena stvar bi očitali. Da so Slovenci kot vojaki sodelovali v 3 vojnah francoske vojske, avstro-ogrske vojske in nemške vojske v napadu na Rusijo. So sodelovali. Glede tega razmerja, to je zanimivo, avtor tukaj omenja primer prvega množičnega stika med Slovenci in Rusi. Ne omenja, jaz bi tukaj dodal nekaj, kar česa v tej knjigi ni. Za prvi dokumentirani medosebni rusko-slovenski stik, jaz bi rekel, da velja leto 1688, ko je v Moskvo prispel
za tiste čase eno najboljših avstrijskih zdravnikov, ki ga je poslal cesar Leopold I kot posebno darilo carju Petru I. Ta zdravnik je bil Slovenc, doma iz Naklega, z imenom Gregorij Ogljar, sicer so ga imenovali po latinsko Carbonarius, in ta zdravnik je 26 let skrbel za zdravje Petra I. Ga je spremljal na potovanjih, bitkah in tako dalje in tako dalje. To je recimo ena taka zanimivost. Prvi množični kontakt med Slovenci v tisočih, med Slovenci in Rusi, to je bil prehod enega korpusa ruske vojske 20 000 vojakov prek Avstrije v severno Italijo leta 1799, v času Napoleonovih vojn. To se pravi, 20 000 vojakov so korakali približno 2 tedna, verjetno med Lendavom in Trstom. Ampak ta prehod ni imel nobenih posledic. No, zdaj, ko že take stvari omenite, kar vi tukaj omenjate, ne samo virtualne, oziroma stiki, ki imajo zveze z idejo slovarstva, to je še tudi druge stiki. No, in ko že omenjate, potem bi bilo, lahko bi omenili tudi 3 druge stike, množične stike, med Slovenci in Rusi, ki pa so imeli veliko hujše posledice, smrtne posledice, kot pa ta prehod v ruske vojske. Najprej je to sodelovanje Slovencev kot vojakov v Napoleonovi vojski, drugo sodelovanje Slovencev kot vojakov Avstro-Ogrske vojske, prvi svetovni, in drugo, tretje sodelovanje Slovencev kot vojakov mobiliziranih v drugi svetovni vojni. Rezultati tega. Danes na ozemlju Republike Slovenije je pokopanih in zakopanih ostankov približno 20 000 Rusov. To je moja grozna ocena. 20 000. Pokopanih in zakopanih Slovencev na ozemljih nekdanjega ruskega cesarstva in na to Sovjetske zveze je 2-krat več. Najmanj 40 000 Slovencev. Od količinske razlike je bistvena razlika tudi v razlogih zakaj. Rusi na našem ozemlju so umirali kot vojni ujetniki v prvi in drugi svetovni vojni. In leta 1944 pri osvoboditvi Prekmurja. Dva razloga. Temeljni razlog za smrti Slovencev na ozemlju današnje Ukrajine, Belorusije in Ruske federacije, vse ostalih, je ta, da so bili Slovenci mobilizirani v tuje vojaške formacije, torej v armade Francije, Avstro-Ogrske in Nemčije, in kot take so pa. No, to recimo lahko Rusije učitelj tako. Kaj bi še lahko učitelj? No, zdaj bi lahko učitali to, da smo mi, bi rekli, da Slovenci smo nehvaležni. Nehvaležni. Rusi so izgubili več milijonov, nekaj milijonov svojih državljanov, zato da bi premagali Wehrmacht. Brez te zmage, brez uničenja Wehrmachta, ne bi bilo osvoboditve Jugoslavije, ne bi bilo osvoboditve Slovenije. Ne bi bilo zmage partizanov. Ne bi bilo. To slučajno. Počakaj. No in zdaj, pogledajte, mi smo vam, nikoli nismo naredili nič slabega. Mi smo vam naredili samo dobro. In poleg tega, ruska vojska je osvobodila Prekmurje. Sovjetska vojska, Rdeska vojska. In Rus bi rekel, no, pogledajte te nehvaležne Slovenci, kaj smo dobrega naredili, koliko ljudi smo zgubili zaradi tega, Slovenci pa zdaj sodelujejo v protiruski dejavnosti Evropske unije in NATO, sodelujejo v sankcijah, od katerih Slovenci, Slovenija nima nobene koristi, imajo veliko škodo, gospodarsko škodo, in če bo veljalo tisto, kar je zunanje ministrstvo včeraj predlagalo
v državnem zboru in je bilo sprejeto na odboru za kulturo, bo imela tudi kulturna škola. Slovenija bo imela kulturna škola. To je edino, kar bi lahko Rusi nam učitali. Ampak to, kar jaz zdaj govorim, seveda nima nobene zveze s temo slovanstva in vsebino te knjige. Hvala lepa. Gremo v drugi del današnjega programa, se pravi v ta del, ki je namenjen vprašanjem, komentarjem iz občinstva. Da je Anton Rupnik tukaj avtor leta 1999 že omenjene predzadnje knjige, ki se ukvarjala z vprašanjem Rusije, Tretji Rim. Tako da vabim k vprašanjem in k komentarjem. Ne se bati, z veseljem odgovarjam. Ne bote kot študentje, ki se bojijo vprašati. Se vsi že postavi, da oboje se ne bi smeli več bati. Seveda, če lahko izkorim. Seveda se, jaz mislim, da se ne bojimo, ampak smo vljudni, ne, drugemu prepuščamo. Po 20 sekundah se mora nekdo oglasiti, zato se oglašam. Jaz seveda čestitam kolegu, da je za tole monumentalno delo, nisem bili pri tem. Tudi dejstvo, da je knjiga prva izdaja pošla, to kaže. Eno zelo, me veseli to, da je diplomat, kariernik to napisal, to ni nepomembna stvar. Tvoj desni kolega Žedin, ali je pred 21 leti napisal članek Mladini diplomati pišejo. To je dokaz, recimo, da diplomati še vedno pišemo in da je to ena slovenska značilnost slovenske diplomacije, s katero vsaka slovenska diplomacija postavlja v bok diplomacijam, recimo temu velikih držav. To je tudi z tega velika to zapomembno. Eno vprašanje je bil, kolega Andrej, ta znotraj slovanski konflikt, če mu tako povojno rečem. Ni samo slovanska specifika. A lahko, kjer si pokomentiraš podobne znotraj, ne vem, etnične konflikte, morda anglosaksonskega, kakšnega drugega, kjer obstaja vtis, da Slovane, če to rečem, anglosaksonci, morda romani nič ni zviška gledajo, in lahko to reče le še en konflikt, špetir med njimi, se smo vedeli, kakšni so, nič da kakšni smo postali. Če morda lahko recimo to komentirati, če sem bil to odgovor jasen, pa da bo preteklo 20 sekund za pripravo na odgovor, bi rad čestito založbi FDV za to knjigo, pa še za marsikatero drugo knjigo. Nisem seveda niti najmanj edini tule, ki že dolga desetletja spremlja, tudi sodeluje pri dejavnosti založbe FDV. Moj vtis je, da je v tem času, v minulem desetletju, pa hodnih leta, založba doživela en izjemen razvoj glede programa, raznovrstnosti vsebin, produkcije in tudi ne nazadnje kvalitete te produkcije. Mislim, da je ko se tole, da vam čestitam, pa ne zato, da sem ti svašal, ampak to je, mislim, empirično dokazljivo. In ta, recimo, knjiga je eno odlično delovanje tega trenda, torej posebno zavedati. Hvala lepa. Ja, ne, hvala za vprašanje, hvala za prijazne besede. Zdaj, seveda, če mi zdaj gledamo na ostali del Evrope, to so zdaj očitki, ki se sicer redno pojavljajo, pa ne strani ni samo ruskih mislecev kot Telemanske, ampak nazadnje tudi strani pokojnega poljskega predsednika, da je na Zahodu medsebojni odnos drugač, kot je do Zahoda, do Slovanov. To so ti očitki o reparacijah, očitki o siceršnjem obnašanju, recimo med drugo svetovno vojno, recimo okupacijskih sil. Jaz bi zato težko našel eno tako, kot bi rekel, paralelo, ker pri slovanskem svetu, ker je zanimivo, je ravno ta, da je ta ideja razdelana na način, kjer v bistvu še najbližji približek bi bil recimo ideja panarabizma,
ki je bila tudi analizirana in v bistvu tudi na podlagi tega pristopa, pa na rabizmu sem se odločil za družbeni konstruktivizem, kar se tiče analize medslovanskih odnosov. Ampak jaz bi še eno drugo stvar izpostavil. Kolega dr. Jazbec je med drugim tudi pisal o pojmu paradiplomacije. Meni se zdi, da je paradiplomacija en od teh pristopov, terminov, ki jih lahko uporabimo tudi z veliko mero učinkovitosti pri analizi slovanskega sveta, ker dejansko, še posebej v 19. stoletju, je razen Rusije, so vsi ostali slovanski narodi se nahajajo v več nacionalnih državah. Ampak ne glede na to izkazujejo neko zunanje politično dejavnost, ki se kaže kot že prej omenjenega Čartoriskega, našega župana Ivana Hribarja, in pa skozi aktivnost intelektualcev, ki je precej bolj vplivna, kot si mogoče danes predstavljamo. Jaz v bistvu mislim, da je en od razlogov, zakaj je med Sovjetsko zvezo bila praktično fizično eliminirana slavistika v 30 letih, je tudi zaradi prepoznanja dejstva, da tudi na ta način, v slavističnem smislu, teh kongresov, slovanski narodi in pa slovanski intelektualci v bistvu med sabo komunicirali. V tem smislu, mogoče tudi deloma replika na dr. Geblerja, jaz mislim, da je ena podobnost, vendarle tudi v 19. stoletju, med to sicer bogato poljsko zgodovino in pa mogoče malo manj znano slovensko zgodovino pri tudi naših odnosih z rusko stranjo na tej, bom rekel, paradiplomatski ravni. Tako da, jaz mislim, da če se na ta način tudi posvetimo, bom rekel, naši preteklosti, zadnjih stoletja in pol, bi lahko še na dodaten način osvetlili te naše odnose in se potem tudi mogoče zamislili glede prihodnosti, ker tukaj se pa navezujem na temo, ki se bo verjetno tudi še pojavljala naprej, pa deloma tudi na to, kar je dr. Gebler rekel, se pravi vprašanje hibridnega posredovanja, hibridnih metod, tudi med slovanskimi narodi, ali je slovanstvo nekaj, kar se lahko v prihodnosti naoroži, weaponize, in ali je to nekaj, česar bi se tudi mogoče prihodnje Rusija posluževala, čeprav je, kot že rečeno, ruska država načeloma zadržana do pojma kot takšnega in se po njem posega samo v skrajnih primerih, kot recimo med drugo svetovno vojno. Zoran Talar. Hvala za besedo in čestitke avtorju. Rad bi upozoril na en element, ki se mi zdi, da ni samo, da je aktualen, ampak velja za Rusijo že desetletja, morda celo stoletja. Še prej pa ena repličica na to, kaj ima Rusija za očitek ostalim slovanskim narodom. Mislim, da imajo slovanski narodi velik problem med tem, da jih je Rusija tako velikokrat razočarala. Dr. Pirjevec je omenil zagledanost v konzervativno utopijo, katere res močna reinkarnacija zdaj Vladimirovič Putin in Rusiji glavnem ni bil problem se grdo znašati nad ostalimi Slovani. To dobro vedo Mađari, Čehi, slovanski muslimani mrsiki. Ampak, da se vrnem k temu ruskemu problemu, ki se mi zdi izredno okuten in vreden pozornost, in tu bi me zanimalo mnenje avtorja Andreja. Rusija je ekonomsko gledano država, ki je iz druge gospodarske sile sveta v času Gagarinovega poleta v vesolje padla nekje na 11-12 mesto po moči svojega gospodarstva. Takoj v zlomu rublja pred nekaj tedni je po takratni številkah padla celo na 22. mesto. Vprašanje je, koliko se Rusi sami v tej svoji
zagledanosti v to konzervativno utopijo zavedajo tega žalostnega dejstva, da in koliko so žrtve tega samopoveličevanja. Spomnim se, ko smo bili še s fakulteto, takrat tradicionalnem izletu Moskva, Leningrad, Kijev, smo imeli debato v Moskvi na enem inštitutu, pozabil sem, kako se imenuje, in nam je Rus, profesor, tam sam rekel, veste kaj, od Urala vzhodno je Rusov 20 milijonov. V tem smislu je Rusija, evropska država, zahodno od Urala, vse ostalo so ogromne prazne prostori. In zanima me vaše sedanje mnenje o očitni, vsaj začasni preokrenitvi ruske uradne politike na vzhod v veliko zavezništvo s Kitajsko, ko se moramo zavedati, da je Rusija približno 1/15 gospodarske moči Kitajske, še nekaj manj v odnosu na gospodarstvo ZDA, približno 1/10 gospodarske moči Evropske unije brez Velike Britanije in tako naprej. Sam osebno menim, da se to že pozna, to se pozna v Ukrajini. Seveda posredno in počasi, vendar z preusmeritvijo stran od Evrope, ki je očitno izredno močno trenutno, čeprav dr. Pirjevec je omenil, da vseeno se krepijo tam sile, ki ne bi gledali proti Evropi, se mi zdi, da je lahko ta aktualna politika Vladimiroviča usodna v tem smislu za Rusijo, da jo bo spremenila v res majhno kolonijo Kitajske, ki ima samo v obmejni provinci Kitajske z Rusijo 170 milijonov prebivalcev in tako naprej. Zanima me, Andrej, tvoje mnenje o teh dimenzijah pretekle in sedanje Rusije. Hvala lepa. Hvala za vprašanje. Kar se tiče gospodarske moči, se mi zdi, da je to eno od teh argumentov, pri katerih moramo biti zelo pazljivi. Vsekakor je ena stvar gospodarska moč, ampak kot smo videli tudi zdaj, na koncu pride do tega, kakšna je trda moč neke države. Zdaj seveda, ruska vojska se na terenu sooča z težavami, lahko se tudi pogovorimo o možnih razlogih za to, vendar pa še posebej, kar se tiče prebojnih tehnologij, je Rusija dokazala, da je stara država v tem smislu, da je bila sposobna tisto, kar se je razvilo še v času Sovjetske zveze, nekako držati zadaj, bom rekel, narkovajih neštedilnikov, dokler ni prišlo do finančne injekcije in se je potem to razvilo do konca. Jaz govorim predvsem o hipersoničnih orožjih, govorim o znamenitvi predstavitvi 6 tipov orožja strani Vladimirja Putina leta 2018, ki po mojem tudi predstavljajo razlog deloma za odločitev za posredovanje zdaj, ker Ruska federacija ima samo še par let časa, da se to okno njenega v bistvu njene prednosti pri teh tipih orožja, da to izgine. Se pravi, pri starih državah ne moramo podcenjevati tega znanja, tega know-howa, ki ga znajo hraniti in potem tudi razvijati naprej. In seveda iz tega naslova, pa tudi seveda še iz ohranjenega jedrskega potencijala, ki ga je modernizirala in ga nadgrajuje, je Rusija pač v neki svoji kategoriji in se ne more primerjati z Italijo, ki sicer po gospodarski moči primerljiva. Zgodovinsko gledano, ruska država kot takšna na vzhod gleda kot na manjše zlo in manjšo nevarnost kot na zahod. To je povedal na svoj način že Aleksandar Nevski, znamenito, ko se je ne glede na takrat še vedno prisotno Zlato hordo odločil, da se sooči z atomskimi vitezi, ker z besedami, da zahodu se bomo upirali, vzhodu pa priklanjali. To pa zato, ker zahod hoče duše, vzhod pa želi samo dajati. Tako da v tej kalkulaciji zgodovinsko gledano ruska država vidi v upore na vzhod v bistvu manjšo nevarnost
in pa manjše zlo kot v upiranju Zahodu, pa v soočenju z Zahodom. Tukaj bi samo upozoril, da v bistvu že leta pred tem izbruhom, zdaj te tudi invazije, se pogovarjamo v mednarodnih forumih o različnih narativih. Smo presenečeni, da ruska stran, recimo v okviru OVSE, ne pristaja več na nekatere vrednote, za katere smo prej mislili, da so univerzalne. Absolutno se bo postavila tudi proti nekaterim pristopom Zahoda, tudi kar se tiče pravic, recimo spolnih manjšin ali pa določenih vidikov pravic žensk. Tako da se postavlja v vlogo nekega branika tradicionalnih vrednot. Tudi v tem smislu je Zahod percipiran kot ena nevarnost za rusko družbo kot takšno. Kar se tiče pa samih Rusov, jaz sem upozoril, da v bistvu je biti Rus v nekem smislu paradoksalno. Glede na število prepovedanih organizacij v Rusiji z besedo Rus, v njih je v bistvu bolj nevarno biti ruski nacionalist, kot pa islamski fundamentalist. Se pravi, ta strah ruske oblasti do etničnega nacionalizma je ena stalnica, ki se pojavlja skozi zgodovino. Je od razlogov, zakaj Nikolaj I v bistvu pride za to definicijo uradne nacionalnosti. Je eno od razlogov, zakaj je se Moskva tako zelo posvetila Rogozinu, ko je začel dobivati na podlagi bolj nacionalistične platforme glasove v Moskvi, pa ga potem kooptirala kot veleposlanika pri NATO in podpredsednika vlade. Je eno od razlogov, zakaj se tako posveča Navalnemu. Na vse zadnje je tisti članek, v katerem je razdelal to prav idejo polietnične civilizacije, Putin napisal leta 2012, se pravi po dogodkih na Bolotni, ki je v bistvu se izstrelil kot vidi politik ravno Navalni. In cel članek se bere kot v nekem smislu kritika Navalnega in pa nevarnosti ruskega etničnega nacionalizma kot takšnega. In zato se mi zdi, da ne glede na to, ne glede tudi na izjave Navalnega v preteklosti in tudi nekatere njegove problematične poglede, se ne zastavlja vprašanje, ali ni mogoče ravno ta evropska, bolj nacionalistična ruska pot, tista, ki bi lahko Rusijo na nek način normalizirala, da se sooči z dejstvom, da je vendarle tudi predvsem država Rusov, etničnih Rusov, in da neha iskati, eno posebno pot, eno mesijansko pot, ki jo potem, recimo, mislici kot je Dugin razlagajo v kontekstu evrazijstva in pa tega, da so Rusi kot taki že prišli svoje slovanstvo. Tako da jaz bi bil pazljiv pri projekciji razmišljanja vladnega Kremlja na celotno rusko prebivalstvo in dejstvo, da prihaja na terenu zdaj do dogodkov, kot vidimo, nizke morale, celo porov vojakov, se mi zdi, da priča o tem, da ne delijo ravno vsi Rusi tudi te mesijanske, naddržavne, veliko državne vizije trenutnega vodstva. Ja, hvala lepa. Jaz nisem mislil oglasil, ne zato, ker se bojim kaj podobnega, ampak mi je bilo težko, ker knjiga nisem še prebral, pa je potem tudi težko postavljati vprašanja. In se že veselim, da bom vzel rok in da bom lahko prebral. Sem se pa od vseh treh govorcev tu seveda kar nekaj naučil v tem kratkem času, že po teh ekspozejih. Ampak na koncu je bilo vprašanje, in tu se mi zastavlja meni tudi vprašanje, da v Rusiji sem govoril, tako nisem dobro odgovora. Ruska ekonomska moč, oni so v vesoljski tehnologiji, tudi v vojaški tehnologiji, gotovo nekje na svetovnem vrhu. To se v civilnem življenju pravzaprav nekaj ne pozna. Zdaj je Putin rekel, da bo prepovedal uvoz softvera iz Zahoda,
tudi, ne, ki je kasneje stopila v to tekmo, nekako se mi zdi, da Rusi zaostajajo. Ni zna kdo razložiti, zakaj. Ja, to je ta zanimiva dilema, kako to, da ne moreš dobiti dobrega tosterja, ali pa dobrega avtomobila v Rusiji, dobiš pa lahko odlično medcelinsko raketo. Seveda, medcelinska raketa za sabo potegne implikacije, kako tudi postavlja Rusijo v nek poseben predstav, ampak rekel bi pa, da je to vprašanje tega, kako odkleniti popolnoma potencial Rusov v Rusiji, v ekonomskem smislu. Seveda na koncu povezan tudi z vizijo države in pa z tega, kaj bi država počela in pa z nekaterimi strahovi povezanimi tudi z sedanjim vodstvom, ki se mi zdi, da je še vedno pod vtisom neke nevarnosti, da bi lahko prišlo do razpada Rusije v 90-ih letih. Ko recimo pride do poskusa Čečenije, ko se začnejo celo neke govorice na Uralu, o neodvisni tam republiki v Sibiri. In eno od prvih zadev, na kateri se posveti predsednik Putin, je v bistvu tudi reforma notranje državne uprave in pa zmanjšanje pooblastil gubernatorjem tudi Ruske federacije, ravno iz nekega strahu, da ne bi prišlo do nekih disparitet, da ne bi prišlo do nekih sredobežnih sil. In ta strah na eni strani in pa percepcija potrebe po tem, da se ohrani na vsak način močna država navzven, na dolgi rok predstavlja za Rusijo en velik problem. In to je tisto, kar je recimo v svojem programu Navalni neposredno naslovil. In se zavzel ravno za uvedbo teh liberalnih reform, za povečanje gospodarske konkurenčnosti, za drugačen pristop k delovanju družbe in pa tudi same ekonomije, ravno zato, da se Rusija kot takšna na dolgi rok okrepi. Navalni nima nobenih dvomov o tem, da Rusija je in mora biti velika sila. Ampak on očita Putinu, da na način, na katerega vodi državo, je na dolgi rok dela šibko in dela tudi iz možnih zaveznikov dejanske sovražnike. In tudi zato, recimo pred kratkim, ko je bil obsojen na 9 let, je Navalni izkoristil priložnost, da je posebej izrazil svoje prepričanje, da je že sam termin rusko-ukrajinska vojna absurd in da je treba to norost končati. Tako da jaz ne vidim možnosti tega preboja v zdajšnjih okoliščinah, je pa seveda ta, vzhodnoslovanski svet izredno talentiranih ljudi, izredno sposobnih ljudi, to vemo tudi sami, če gledamo tudi na drugo produkcijo iz tistega območja, tudi kulturno, se lahko samo mislimo, kako bi lahko bilo, če bi se mogoče Ruska federacija normalizirala v tem smislu, da ne bi več sanjala sanje o neki državniški misiji. In tukaj samo še ena pripomba, zdi se mi, da v tem smislu članki, kot je bil recimo pred 3 leti objavljen v Washingtonu strani Januša Bugajskega z imenom Upravljanje razpada Rusije, ali pa neka razmišljanja, ki se zdaj pojavljajo, niso koristna, so škodljiva, ker enostavno ravno krepijo te strahove v Moskvi sami in pa dajo potem argumente za nadaljevanje takšne politike, kot obstaja. Mislim mi, da tudi prihodnje, ker na nek način se bo morali to stanje, to krizo vendarle razrešiti, da je treba pristopati na en, pragmatičen način tudi do Rusije, da si omogoči, da se nekako sama normalizira brez strahu
da bi zaradi tega začela v bistvu izginjati zgodovina. Včas gremo pri tem formalnem delu proti koncu, pa bi jaz dal besedo še Antonu Upniku. Tam še nekaj odgovoriti. Ja, hvala. Hvala najprej vsem za bogatstvo misli. Takoj pa ena mala kritika organizatorju. Škoda je, da se to bogatstvo misli, ki se tu že slišalo, ne registrira, ker pa smo na fakulteti. Če bi jaz bil eden od teh, bi registriral en ducat tem, ki izzivajo k diplomskim ali doktorskim, ne? Predvsem kolega Bebler je tu jih navrgel, pa tudi Jože Pirevec. Ne bi se sploh oglasil, če ne bi ta zelo zanimiva naša razmišljanja pripeljala tik do, ni pa povedano, kaj je zame ključno. Zame je ključni pojem imperij. Imperij. Ne bomo zdaj predavanja od Rupnika poslušali o usodi evropskih imperijev, ampak mi imamo na postsovjetskem prostranstvu še vedno imperij. Ruska federacija še vedno ima vse značilnosti imperija. Imperij navznoter in imperij navzven. Veliki Andrej Saharov, Nobelovec, modrec, se je tega dramatično zavedal v kritičnih trenutkih. Ne pozabimo, prijateljevala sta politično z Borisom Jelcinom. Saharov je snoval nek koncept, ki bi ga nove ureditve, nove ustave, takrat še Sovjetske zveze, kjer bi vse načelo z rusko nacijo in ne slovanske nacije, ne ruske, vprašali dvoje poglavitni, ali še želimo živeti skupaj, če da, kakšne bi bile vaše predstave. Saharov je umrl, ne pozabimo, Jelcin je nekaj tega hotel realizirati, dokler ga niso poklopili. In mislim, v današnjem svetu govoriti, da so v bistvu to realizacije Leninove, realizacije Wilsonovih idej o samoodločbi narodov, to je že grešna reč, no, ostal bi pri imperiju. Imperij se ne da vladati po švicarsko-francoskih, belgijskih in evropskih normah. Noben imperij. Zato so tudi razpadali. Tudi ruski ne. Tako da to, kar je Putinova absolutna vladavina, če bi nekdo šel analizirati, zadnji ruski carji niso imeli približno take oblasti, je edina, nisem filozof, Hegel bi rekel, evo, to je realizacija tega, kar je za Rusijo nujno, za njen obstoj nujno. Kaj pa je namesto komunistične partije, ruska partija, jedinaja Rusija? Se pravi, platforma je imperska, imperialna. Predvsem pa to, kar pogrešam, hvala, to ne bi, da si mnogo že dodatnih misli dodal, nismo se vprašali, na kakšnih osnovah se vzgajajo državljani, otroci od vrtca do doktorata, ki ga lahko delajo v Rusiji. Kako se to dela? Na Poljskem to je zelo, smo brali tudi posebnost, ki nujno vodi v konflikt, ker je šizofreni nacionalizem baziran na zgodovini. V Rusiji
v Rusiji, jaz sem gledal šolski učbenik za osnovno šolo. Tam je prvo, kar iz srednjega veka ruski Ivan izve, da že od nekdaj je Evropa, papeško-tevtonska takrat, bila proti. Andrej je omenil Nevskega, Aleksandra. Kje se je vse začelo? Križarji so leta 1204 zasedli, oropali Bizanc do 1261, državo, ali so to Tataro-Mongoli vedli, ali so komunikacije takrat, to presega moje poznavanje, in takrat so Tataro-Mongoli, je pač to ruski besedjak, Tataro-Mongoli, Mongolo-Tatari, zasedli praktično vse do Črnega morja. Kijevsko Rusijo. Lekcija, ki se daje Ivanu, evo prvo, papeško-tevtonski križarji so nam uničili našega naravnega zaveznika Bizanc, na nikogar se nismo mogli obrniti. Aleksandar Nevski je zato velikanska figura, čeprav dejansko bitke in gor in dol ni tako pomembna bila. Potem naprej, omenjeno je bilo, si predstavljate, Poljaki so vladali v Moskvi. Smuta pravijo temu obdobju, nered, kaos. Poljaki, to je notri povedano v knjigi, bravo, Poljaki so bili v bistvu istočnica. Napoleon se je iz Varšave preselil potem kam? V Vilnius, odkudar je Aleksandar pobegnil, ruski car. Poljaki so bili okostje Napoleonove armade, ker so tudi vedeli praktično za logistiko. Omenjeno je bilo vse potem prva, druga svetovna vojna. Se pravi, na tej imperiji, na teh antievropskih premisah vzgaja svoje ljudstvo. Bom končal tudi. In iz tega ne more priti nič drugega kot agresivna faza tega imperija. In to se je zgodilo, ker ta imperij ne samo, da se imperialno obnaša še vedno nasproti svojim lastnim državljanom, ne ruskim etnijam, ampak hoče obnoviti veliki, vsaj del sovjetskega imperija. Ko pa gremo, samo še ko pa gremo na ta dva največja slovanska naroda, ruski in ukrajinski, v tistih prelomnih časih je bilo ganljivo v Moskvi brati umove, literate, kdo je že bil Aganjok, je bil tudi ukrajinski, je ga urejal, kako bo to bratstvo med Rusi in Ukrajinci, kako mi ne bomo več dovolili, da se z Ukrajinci dela tako, ne pozabimo, Černobil je bila predvsem ukrajinska tragedija. In kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da Ukrajinci so šli v agresivni nacionalizem, ker te zgodbe je bilo konec. Prevladalo je tisto, kar je napisal, paste, Nobelovec Aleksandr Solženicin, se mnogo tega. To je ekstrem slavjanofilstva, kar je, to ne bi bilo krasno predstavljeno. Aleksandr Solženicin je napisal tako strašno žaljive, zaničljive besede, samo o Šiptarjih lahko Srbin v Beogradu nekaj tako zaničljivega govori. To so imperialne komponente in do te drame
Rusi do Slovanov, vedno so Titov konflikt s Stalinom. Ja, kaj drugega? Oprostijo. Konflikt z imperijem, ki je hotel, da mu služiš. Jaz bom ukazoval, ne zamerte mojemu temperamentu. Tudi zato sem naslovil to svojo skromno knjigo Tretji Rim, duh imperija in še, zdaj bom pa sedel, premalo, sploh je nismo omenjali. Nosilka imperialnega vzgajanja je pa Ruska pravoslavna cerkev. Patriarh se imenuje Moskovski i vseja Rusi. Vse nekdanje kijevske Rusije je to mišljeno. Med rusko pravoslavno cerkvijo imperialno in ukrajinsko, ki se je mi iz Jugoslavije tudi vemo, kakšne so te zgodbe, avto osamosvojila, divja podtalna vojna še vedno. Se pravi, imperij bi morali imeti tudi v mislih, ali predvsem. Hvala za potrpljenje. Predlagam še Miha Lamprecht, pa potem še vi, pa potem pa imamo neformalni del. Jaz bi bolj, hvala, uživam. Bi pa res postavil vprašanje, bi ga nekako navezal, seveda prosil odgovor avtorja. Dr. Pirjevec je omenil dve pomembni zadevi, kaj storiti, kaj biti, ampak še eno je, kdo je kriv, kdo vinovat. V tem konkretnem primeru, zdaj, ki ga spremljamo. Veliko bolje bi bilo, da bi razpravljali recimo o kakšnem distopičnem romanu, kjer so te zadeve bile tudi že opisane v marsikakšni, bi rekel, udarni, moderni ruski literaturi, ampak nažalost se ukvarjamo z zelo kruto stvarnostjo. In še to ne, Solženicin je to napisal, čeprav je bil po materi Ukrajinec. Sej, to so renegati. Vas bi pa vprašal, da dajmo mogoče pogledati korak naprej. Ne vemo, da je bo to, ampak enkrat to bo. Ampak kako si vi predstavljate, da bo se ta dva naroda na nek način kohabitirala, kakšno sobivanje, po kakšnem modelu se utegne to razplesti, bomo dobili, ne vem, razkosanje te države, bo tam nek zid, ali bo to nek korejski model sobivanja. Namreč vsaka vojna se enkrat konča, pa naj bo 30-letna, 100-letna. Kako, a lahko pogledamo, vem, da nimamo te, bi rekel, steklene krogle, nimamo čarobne paličice, ampak kako vi vidite za to, bi rekel, erudicijo, za tem znanjem, kam se utegne ta zadeva razviti, kje je rešitev? Še ena zelo zaostrena zadeva se mi kaže, zdaj je v državni radi, v ukrajinskem parlamentu se je pojavil zakonski osnutek, tu se navežem na te tone, ki prepoveduje ukrajinsko pravoslavno cerkev, rusko pravoslavno cerkev in naj bi tudi odzeli potem obema, naj bi odzeli tudi premoženje, nacionalizirati premoženje. Tako da, kje vidite rešitev, če lahko v nekih gabaritih nakažete? Jaz predlagam, da še... Malo počeva, jaz sem delal na fakulteti. Jaz sem mogoče sam par vprašanj, pa mogoče tako za refleksijo na splošno, zelo kratko. Skozi najprej čestitam, sem večji del knjige prebral in je izjemno zanimiva in poučna. Ampak to, kar smo zdaj v razpravi slišali, od vseh tukajšnjih govorcev, tudi prej mogoče malo ene zelo spominja neko breme, recimo temu evropskega človeka, ki mora izvažati različne vrednote po svetu. Če smo imeli 100 let pa še malo nazaj Kiplinga, ki je utemeljeval britanski imperializem navzven, White Man's Burden, zdaj pa govorimo vsi o tem, kako je kdo nor, kako je treba neke vrednote vrniti ali ustoličiti, pa čeprav bi to naredil rasist navadni mogoče, ampak bi mogoče bilo vsem boljš kot ta norec, ki je trenutno na vlasti. To je mogoče iz te moralne perspektive, kar je bilo
tukaj izrečen. Druga stvar je pa to, da mogoče bilo pa fajn, da gremo onkraj te moralne perspektive, in da probamo razumeti prej gospod govoril imperiju. Kaj pa, če bi govorili o imperializmu? In tukaj je ena pomembna dimenzija. Prva svetovna vojna, če je bila, ker je bila spopad imperializmov. Trenutno nihče ne govori o tem, da imamo več imperializmov na tem svetu, da imamo spopad različnih merasi. Realisti, John Mearsheimer, ki so ga cenzurirali izjemno grobo v Ameriki, je zelo jasno pokazal iz realistične perspektive, kaj so ne moralno pravičeni razlogi, ampak kaj so lahko razlagalno, kako se lahko razlagalno približamo relacijam, ki vladajo v mednarodnih odnosih. Ali gre zdaj, če rečemo z realizmom, prehod v multilateralni svet, z marksizmom zaton, hegemonije Združenih držav Amerike in iskanje različnih poti. To je mogoče samo tako kratek komentar. Hvala. Vi ste vprašali, če izvažamo vrednote, ko se zdaj pogovarjamo o tem, ali je navajanje zdaj tisti pravi. Ne gre za vrednote, gre samo za oceno stanja na terenu, kajti dejstvo je, da največje množice za sabo v Rusiji potegne nacionalna opcija. Ne tista liberalna, o kateri radi govorimo, ampak množico protestnikov, tudi 2011-2012, je zagotovila ta opcija. In navajanje se že takrat tudi kregel s temi, liberalnimi organizatorji, ki v bistvu niso hoteli prepustiti mikrofonu te, bolj radikalne ljudi, ki pa so zagotovili maso. Tako da ne gre za to, da je to bolje ali ne, je najbolj realistično. Realistična opcija sedajne vlasti je ta. To prinaša s sabo svoje izzive, po drugi strani pa tudi normalizira državo v tem smislu, da se prepozna na način, kot se recimo tudi bolj mi prepoznamo. Da ne smatra tudi druge slovanske države na nižji stopnji razvoja, zaradi tega, ker bi so svoje etničnosti prešle, medtem ko ona sama je že zapopadla neko svojo, skrivnost. To vprašanje, seveda, kako se bo to končalo, je trenutno najtežjih, ampak moram pa reči, da ker je seveda najbolj paradoksalno pri tem, kar se dogaja zdaj, je, da ruske rakete uničujejo rusko govoreča mesta in proti rusko govorečem vojakom se borijo rusko govoreči Ukrajinci. Harkov se drži, Mariupol noče pasti. Med večino teh milijonov, ki so zdaj v Evropi, so večinoma rusko govoreči. To slišite, če gledate televizijo. Ne bežijo večinoma iz zahodne Ukrajine, večinoma ne bežijo vzhodne Ukrajine. In v tem smislu je paradoksalno Putin zdaj oče političnega ukrajinskega naroda. In jaz se težko predstavljam, da bi lahko na terenu prišlo do večjih ključnih sprememb. Slišim sicer, tudi ko zdaj poslušamo tudi ukrajinske komentatorje, da mogoče, dobro, je Krim mogoče res neki sui generis, ampak sicer pa, kar je frapantno pri tem, kar se dogaja, je to, da se je rusko govoreči vzhod Ukrajine postavil kot jekleni ščit proti temu, kar naj bi ga v narekovajih osvobodilo. In to je ta velik paradoks in to je nekaj, kar se mi zdi, da bo na koncu imelo tudi vpliv na Rusijo samo. Se bo razpadalo, seveda. Imperiji morajo razpasti. Super zaključek. Jaz bi kot konferencije tega predlagal, prosil, če lahko na tej točki nadaljujemo z neformalnim pogovorom. Razlog je sebičen. Jaz moram biti ob 2 kot dežurni v naslednjih dneh na uredniškem sestanku, tako da bi se vsem prisotnim zahvalil avtorju, dr. Benedejčiču pa še enkrat čestitev. Hvala lepa.